Gre za politično obljubo, katero je predsednik komisije Juncker dal predsedniku vlade Plenkoviću. Jaz obžalujem, da do take situacije prišlo. Meni se zdi popolnoma nesprejemljivo, tudi neprimerno, da komisija, ki zapušča svoj položaj v roku enega tedna, ki je pravzaprav gledano formalno tehnično že v neke vrste upravlja samo tekoče posle, sprejema tako odločilno in tako pomembno odločitev v tem trenutku. To je odločitev, ki bo imela dolgoročne posledice. Jaz celo ocenjujem, da v nekem kontekstu lahko ima za sosednjo državo Hrvaško dolgoročno negativne posledice, ker je pač sprejeta v tem času, ker bo še nekaj sprejeta. In pa seveda, ko smo tudi navedli v svojem pismu, vedno bo tukaj nek dvom, ali dejansko Hrvaška izpolnjuje te tehnične kriterije. In seveda v kontekstu, če pogledamo širše, tu so še Romunija in pa Bolgarija, ki so tehnične pogoje že izpolnile, pa so že nekaj let v čakalni vrsti. Zdaj pa tu Hrvaška, neke bližnjice, neke dvomi o tem, ali sploh izpolnjuje tisti prvi korak za vstop v šengensko območje. Kaj bi priporočili slovenski vladi, kako naj ravna v svetu? Slovenska vlada sem prepričan, da bo uspela zaščititi nacionalne interese Republike Slovenije. Tukaj gre za vprašanje, ki ni samo vezano na varnost Republike Slovenije, gre tudi za vprašanje, ki je širšega evropskega pomena. Poglejte, mi se soočamo z dejstvom, da beležimo nekje okoli 12.000 ilegalnih poskusov prehoda naše meje. To je vprašanje, ki ima posledice ne samo v Sloveniji, tudi sosednje države. Zavedati se moramo, da je Schengen v globoki krizi, imamo notranje kontrole na notranjih mejah, se pravi v Avstriji, v Franciji, v Nemčiji. In seveda v takih okoliščinah sprejemate takšne odločitve, tako politično izrazite odločitve iz komisije, ki bi vendarle morala biti neka vrste varuh dogodkov, je po mojem zelo nujno. No in za konec še na kratko, predsednik ministrice pravkar proslavlja, kako bi ocenili mandat? To je bila po mojem oceni ena najbolj političnih komisij do sedaj. Posledice njenega delovanja bodo mogoče zaznane verjetno še v prihodnjih mandatih. Jaz mislim, da je na neki točki zaznamovala ta prostor, soočala se z mnogimi krizami. Jaz bi tudi rekel, da nekatere krize zelo neuspešno, neučinkovito, predvsem pri migracijah, ki je tukaj po moji oceni popolnoma povedala, ni znala najti načina, mehanizma, kako pomagati državam, ki so se znašle pod migracijskim pritiskom. Ne govorimo tu samo o Sloveniji, Hrvaški, Grčiji, govorimo tudi o Italiji, Malti, Španiji, še bi lahko naštel, da tem državam nekako ni znala poiskati rešitve, iskala neke politične kompromise, niso znala primerno vrniti na obstoječe pogodbene in pravni okvir znotraj Evropske unije in iskati tukaj rešitev za ta velik problem. Isto, kar se bojim, da bo ena slabih posledic delovanja te komisije, tudi so odprti carinski spori z svetom. Tukaj ta komisija ni uspela opremiti Evropske unije z ustreznimi pravnimi mehanizmi za to vrstno gospodarsko soočenje, tako da pred komisijo, ki prihaja, so mnogi izzivi. In pa tudi bojim se, da bo morala popravljati marsikatero napako sedanje Junckerjeve komisije.